Pozdravljeni v novi petkovi oddaji 5 minut za, tokrat za BIM terminologijo v slovenščini. Pozdravljen, Robi. Pozdravljeni. No in za začetek eno tako najbolj osnovno vprašanje, v bistvu kako sploh prevajamo BIM v slovenščino. Robi. Eno od vprašanj, s katerimi se vedno srečujemo, je, kako se sploh BIM prevaja v slovenščino. Tudi v dokumentih, v slovenskih dokumentih, v raznih smernicah, pa to se vse posod pojavlja kratica BIM. BIM, po angleško bi ne bil to Building Information Modeling, ne, Matevž? Ja, res je. Ja. Zdaj se pojavlja tudi management, pa še en kup enih drugih izpeljank, ampak nas pa danes zanima, kako se to prevaja v slovenščino. In najprej se je to prevajalo kot informacijsko modeliranje stavb. Potem se je to ugotovil, da je to mogoče malo prevozek termin, prevozek opis, ker BIM je vseeno več kot zgolj stavbe. Imamo tudi, infrastrukturne objekte, mostove, najprej se govorilo o mostovih. Ne? In se je potem to kar naenkrat začelo prevajati kot informacijsko modeliranje zgradb. Se pravi, od stavb smo prišli k zgradbam. No, in v zadnjem času je pa tudi na pobudo slovenskega združenja SIBIM se pa to začelo uvajati kot informacijsko modeliranje gradenj, ki je pa še širši termin od prejšnjih dveh, to pa zato, ker se BIM uveljavlja tudi v infrastrukturi. A mi še slediš? Težko, ampak mogoče bi te tle, morda se malo ne strinjava, v bistvu te gradnje jaz bolj dejansko razumem, da je nekak večji poudarek na samem procesu, v tistem, kar se ponovadi midva kaj kregava, ne? Na ta način jaz te gradnje bolj razumem, kot pa to, da še širimo zgradbe na gradnje nasploh, ne? Mogoče res, ampak se pa verjetno oba strinjava, da je to še širše. Absolutno. No. Kar je zanimivo, kar sva ravnokar ugotovila, da tudi združenje SIBIM, kakšno ime združenje SIBIM, Matevž? Čak, to moram skoraj pogledati, ampak če sem si prav zapomnil, to slovensko združenje za informacijsko modeliranje v gradbeništvu. Torej so se elegantno izognali prevodu, ali pa mogoče so si pustili odprte roke za kakšen prihodnji termin. Kakšen je pa zaključek? Ja, če povzameva, pravilno poimenovanje bi trenutno, oziroma ne trenutno, bo rekel, ker zaenkrat je pravilno poimenovanje informacijsko modeliranje gradenj. Še vedno nekateri uporabljajo zgradb, stavb pa praktično nihče več. Če bi sam osebno karkoli prevajal, trenutno bi prevedel to kot informacijsko modeliranje gradenj. A je to tudi v tistem dokumentu, ki ga je SIBIM skupaj z drugimi pripravljal za oziroma ta priročnik, BIM priročnik v Sloveniji? Ta priročnik še ni javno dostopen, mislim pa, da so noter to prevede kot gradenj, tako se pravi informacijsko modeliranje gradenj. Ok, skratka, ugotovili smo, da se te stvari spreminjajo, očitno, ko se določene stvari začnejo delati, se jasno morda nazaj pogleda, kaj je bilo pametno poimenovati in na kakšen način. Informacijsko modeliranje gradenj je tisto, kar je ta zadnja zadeva. Ja, ni pa točnega konsenza tudi v stroki, ampak trenutno mislim, da je prav prevod informacijsko modeliranje gradenj. No, v bistvu jaz bi mogoče sam za zaključek rekel, da je saj to kot nekaj tasga vidim kot manjši problem, še posebej, ko se pojavljajo članki v kakšnih revijah, recimo tudi v Financah, Dnevniku, Delo, kjer te stvari niso jasno določene vnaprej in vsak malo drugače stvari govori o isti praktično zadevi. Ne? Ja, ker potem so tudi končni uporabniki zmedeni. Ja, tako. Skratka, mislim, da je 5 minut mimo, Robi, tole očitno je tema, ki jo bova lahko večkrat načela v teh petkovih zadevah. Upam, nagovarjam poslušalce, da nama sporočijo, ali so s tem zadovoljni, jih to zanima, oziroma pač, da so te petkove oddaje v teh 5 minutah zanimive in je koristno, da jih počnejo še naprej. Za danes pa, Robi, adijo. Adijo.